Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. Danes je moja naloga vam predstaviti evropsko in pa slovensko zakonodajo za dostopnost. Dostopnost je ključna vrednota, ki se nanaša na pravico vsakega posameznika, torej tudi invalidov, do enakih možnosti in neodvisnosti v vsakdanjem življenju. V Evropi in Sloveniji številni zakoni, akti in pa regulacije obstajajo, ki zagotavljajo dostopnost za invalide. Začela bi najprej z najpomembnejšim aktom, in to je Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, ki je bila sprejeta leta 2006 in predstavlja, bom rekla, krovni dokument o pravicah invalidov, ki je zelo splošen. Republika Slovenija je to konvencijo ratificirala leta 2008. Sama konvencija naslavlja, bom rekla, vse oblike oviranosti, vse vrste invalidov in predvsem govori o tem, da nihče ne sme biti prikrajšan v svojih človekovih pravicah in pa temeljnih svoboščinah. Prav tako naslavlja odpravo vseh ovir, ki onemogočajo dostopnost oziroma enako dostopnost do človekovih pravic. Kar pa je najpomembnejše v zvezi s to konvencijo, pa je obravnava samih invalidov. Pred sprejetjem te konvencije so bili invalidi obravnavani, bom zdaj se majčkeno grdo izrazila, ampak bolj v medicinskem smislu in pa kot neke vrste objekt. Sprejetjem te konvencije smo dosegli subjektivizacijo invalidov, torej, da je invalid subjekt s svojimi pravicami, temeljnimi svoboščinami, prosto izbiro, bom rekla, svojega življenja in aktivnega udejstvovanja v družbi. Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov ima kar nekaj načel, in sicer spoštovanje prirojenega dostojanstva, osebne samostojnosti, ki vključuje svobodo izbire in neodvisnost posameznikov, nediskriminacija, polno in učinkovito sodelovanje in vključenost v družbo, spoštovanje različnosti in sprejemanje invalidov kot dela človekove raznolikosti in humanosti, enakost možnosti, dostopnost kot našo ključno današnjo temo, enake možnosti za moške in ženske in pa spoštovanje razvojnih sposobnosti invalidnih otrok ter spoštovanje pravice invalidnih otrok do ohranitve njihove identitete. Kot je bilo že med načeli omenjeno, 9. člen konvencije določa oziroma govori o dostopnosti. Države pogodbenice sprejemajo ukrepe, s katerim invalidom zagotavljajo dostop do fizičnega okolja, prevoza vseh vrst informacij in pa komunikacij, vključno z elektronsko-komunikacijskimi storitvami, avdiovizualnimi medijskimi storitvami, vse vrste naprav in pa storitev. Naslednji akt, ki ga je obvezno omeniti, je Evropski akt o dostopnosti ali direktiva o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve. Na tem mestu lahko samo pojasnim, da direktive so, bom rekla, sprejete z nekim enotnim ciljem. V tem primeru je to dostopnost. Vse države članice pa lahko na svoj sebi lasten način ta cilj v svoji nacionalni zakonodaji opredelijo. Ta direktiva je bila sprejeta aprila leta 2019 in pa določa pravni okvir in minimalne zahteve glede dostopnosti za nekatere vrste proizvodov in pa storitev. Njen namen je zagotoviti dostopnost nekaterih proizvodov in storitev znotraj trga Evropske unije in pa uskladiti nacionalne zakonodaje držav članic in ustvariti neke minimalne zahteve glede zagotavljanja dostopnosti in pa nemotenega delovanja trga. Prav tako je njen namen odpraviti in preprečiti ovire pri prostem pretoku in pa povečati dostopnost proizvodov in storitev tudi za osebe z oviranostmi, torej proizvode in storitve z posebnimi zahtevami. Direktiva je, kot sem že rekla, zavezujoča glede ciljev, država članica pa potem samostojno opredeljuje način
njene uresničitve v svoji nacionalni zakonodaji. Rok za implementacijo te direktive v nacionalno zakonodajo je bil junij 2022. Republika Slovenija je v februarju 2023 sprejela Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, o katerem bom pa kasneje spregovorila nekoliko več. Nadalje je Evropska unija sprejela leta 2016 direktivo o dostopnosti do spletišč in mobilnih aplikacij. Na podlagi te direktive je v slovensko zakonodajo vnesen oziroma sprejet Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, sprejet v aprilu 2018. Področje tega zakona pa zajema javne spletne platforme, spletna mesta, mobilne aplikacije, vse to pa se nanaša na delovanje javnega sektorja. Torej, vse aplikacije, spletne strani, ki jih uporablja državna uprava, morajo biti invalidom prijazne in dostopne na način, da ne glede na oviranost se lahko to spletno stran bere, prebira in uporablja. Nadalje, direktiva o javnem naročanju, ki je bila sprejeta leta 2014. Njen namen je poenotiti postopke javnega naročanja, predvsem na način, da imajo končni uporabniki, torej tudi invalidi, enako obravnavo pri postopkih javnega naročanja. Republika Slovenija je sprejela Zakon o javnem naročanju in na ta način implementirala to direktivo v nacionalno zakonodajo. Direktiva o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijskih storitvah pa opredeljuje dostopnost elektronskih komunikacijskih storitev. Rok za prenos v nacionalno zakonodajo je bil leto 2020, Zakon o elektronskih komunikacijah pa je bil sprejet septembra 2022 in pa določa, da se pri vseh elektronskih komunikacijskih storitvah upoštevajo potrebe invalidnih oseb kot končnih uporabnikov, torej zelo podobno kot pri spletnih aplikacijah, da se lahko invalidi tudi poslužujejo tovrstne komunikacije. Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah je bila sprejeta leta 2018 in predvideva funkcije dostopnosti z znakovnim jezikom, podnaslavljanjem za gluhe in naglušne, govorjenimi podnapisi in pa zvočnim opisom. Republika Slovenija implementira to direktivo z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki pa je bil sprejet decembra 2021. Do sedaj sem govorila o konvenciji in pa o direktivah, zelo pomembni pa so evropski standardi. V okviru Evropske unije se želi oziroma se na nek način postavi enotne smernice, pravila, definicije, ki so zasnovane na način, da lahko dosežejo namen, torej v tem primeru dostopnost. Se pravi, vsi proizvodi ali pa, bom rekla, storitve morajo vsaj zagotoviti neke minimalne standarde, da se lahko pojavijo na trgu. Te standardi pa so opredeljeni strani Evropske unije. Če proizvod storitev teh standardov ne dosega, ne sme biti na trgu Evropske unije. Najpomembnejši standard za dostopnost so zahteve za dostopnost izdelkov in storitev informacijsko-komunikacijske tehnologije. Zdaj bi pa prešla na Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, ki je nastal na podlagi že prej omenjene direktive o zahtevah dostopnosti do proizvodov in storitev. Se pravi, kot sem povedala, junija 2022 je bil postavljen rok za implementacijo, januarja je bil zakon sprejet, uporabljati pa se bo ta zakon začel šele junija 2025. Ta zakon je bil oblikovan v, bom rekla, sodelovanju medresorskih ministrstev, kajti slovenski pravni sistem je oblikovan na način, da vsako resorno ministrstvo pokriva svoje področje. Torej,
Ministrstvo za delo, bom rekla, pokriva pač naše življenje od nekako od rojstva do smrti, oziroma pač, da imamo še Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki pokriva tudi en del tega. Potem recimo grajene okolje oziroma grajeno okolje pokriva Ministrstvo za infrastrukturo in pa dostopnost cest ravno tako. Zato bom rekla, je ta zakon nastal kot sodelovanje vseh resorjev v državi, ker invalide oziroma za invalide ne skrbimo zgolj mi na ministrstvu, ampak bom rekla povsod, po vseh ministrstvih, glede na njihovo resorno pristojnost. V delovno skupino so bili vabljeni tudi predstavniki Gospodarsko-obrtne zbornice in pa se opravičujem, Gospodarske zbornice in pa Obrtne zbornice in prav tako seveda predstavniki invalidov, ki so, bom rekla, zelo pomembno prispevali pri nastajanju tega zakona, ker njihove dejanske potrebe se potem odražajo v zakonskih normah, za katere pa želimo, da so uporabljive. Torej, sam zakon opredeljuje pogoje za dostopnost nekaterih proizvodov in storitev, s katerimi se zagotavlja dostopnost za invalide, kot že sam naslov zakona pove. Prav tako opredeljuje obveznosti gospodarskih subjektov glede dostopnosti teh in pa nadzorne organe v zvezi z postopki nadzora proizvoda in pa ponudnikov storitev iz tega zakona. Zdaj, področje uporabe samega zakona se nanaša na proizvode in pa na storitve. Kot govorim že vseskozi, ne gre za vse proizvode in vse storitve. Predvsem se ta zakon nanaša na komunikacijo, na, bom rekla, informacijsko tehnologijo, tudi v delu nagrajeno okolje. In je pa to krovni zakon, ki nekako napotuje za, bom rekla, določa neke splošne smernice, splošne pogoje za podrobnejše pogoje pa so predvideni pravilniki. Torej, v sklopu proizvodov se nanaša zakon na računalnike in operacijske sisteme, pametne telefone in druge komunikacijske naprave, TV opremo, povezano z digitalnimi televizijskimi storitvami, samopostrežne terminale, bankomate, prodajne avtomate, kartomate, e-bralnike in pa avtomate za prodajo vstopnic in prijavo. Nadalje se zakon nanaša na storitve, to so elektronsko-komunikacijske storitve, na dostop do avdiovizualnih medijskih storitev, spletne strani, mobilne aplikacije, mobilne storitve, elektronske vozovnice in vse vire informacij za storitev letalskega, avtobusnega, železniškega in vodnega prometa, potrošniške bančne storitve, e-knjige in namensko programsko opremo in pa storitve e-trgovine. Zdaj, verjetno se vam zdijo te storitve in proizvodi, bom rekla, nezapleteni, ampak nenavadno, da se posamezno in tako podrobno naštevajo, ampak so pa bistvenega pomena za invalide, da lahko enakopravno in enakovredno sodelujejo v družbi, komunicirajo, prihajajo do raznoraznih informacij, da se jim pač nudi dostopnost na vseh področjih, ne samo splošna, bom rekla, fraza dostopnosti grajenega okolja, ampak tudi širše. Zakon določa tudi izjeme glede uporabe. Nekatere vsebine spletišč in mobilnih aplikacij ni potrebno prilagoditi. Mikropodjetja, ki zagotavljajo storitve, so tudi izvzeta iz same uporabe oziroma dostopanja in pa področje železniškega prevoza, kjer je železniški prevoz urejen oziroma njegova dostopnost že z samo uredbo, ki je tukaj gor navedena. Gospodarski subjekti zagotavljajo na trgu oziroma morajo po tem zakonu zagotavljati na trgu le proizvode in storitve, ki so skladni s tem zakonom, torej dostopni tudi invalidom. Razen, če prilagoditev zahteva bistvene spremembe samega proizvoda ali storitve, to pomeni, da sam proizvod ali storitev ne bi več dosegala svojega namena
za kar je bila pač proizvod ali storitev vzpostavljena. V tem primeru ni potrebno zagotavljati dostopnosti ali pa prilagoditev nalaga nesorazmerno breme gospodarskemu subjektu. To pomeni, da ima gospodarski subjekt neprimerno visoke finančne posledice s to prilagoditvijo. In nesorazmerno breme se določa podrobneje z pravilnikom, ki ga bom v nadaljevanju omenila. Zakon omenja tudi domnevo skladnosti proizvodov in storitev. To pomeni, da ker sam zakon določa splošne in posebne pogoje določenih proizvodov in storitev, določa pa tudi to, da, kot sem prej omenila, standarde evropske. To pomeni, da če je nek proizvod ali storitev že harmoniziran z standardi ali tehničnimi specifikacijami Evropske unije, to pomeni oziroma je že dostopen oziroma se pojmuje, da je sam proizvod in storitev skladen s tem zakonom. Zakon tudi opredeljuje nadzor in predvsem organe nadzora, ki se ločijo glede na proizvode in pa storitve. V delu proizvodov bo nadzorni organ v večini Tržni inšpektorat Republike Slovenije, pri storitvah pa so nadzorni organi opredeljeni kot resorni nadzorni organi v okviru lastnih pristojnosti. Prav tako določa vrste prekrškov in pa sankcije za kršitve dostopnosti. Na podlagi tega zakona sta bila že sprejeta dva pravilnika, in sicer pravilnik o merilih za oceno nesorazmernega bremena v avgustu leta 2023 in pa pravilnik o dostopnosti proizvodov za invalide, o označevanju in postopku ugotavljanja skladnosti v juniju 2023. V prihodnje pol leta oziroma nekateri roki so tudi že potekli, pa je potrebno sprejeti še dodatna dva pravilnika na področju elektronskih komunikacijskih storitev in pa audiovizualnih medijskih storitev. V okviru, bom rekla, svoje predstavitve bi želela samo povedati, da se na ministrstvu trudimo in sodelujemo z invalidi na vseh področjih in na ta način mislim, da omogočamo invalidom večjo dostopnost in enakopravnejšo vključitev v družbo. Hvala za pozornost.